Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Žan je z nami, Žan iz zasedbe Yoko Ono, lepo zdrav. Dobro jutro. Kaj praviš, je jutro za glasbenika križ ali darilo, recimo? Iskreno, zadnje čase smo bolj navajeni zvečer igrati, ampak tudi takole se zbuditi, zjutraj prideti lepo po prazni cesti iz Ljubljane proti Mariboru, ima svoj čar. Smo navajeni na gužvo, tako da tole danes je bilo že samo po sebi zelo sproščujoče. Tako da kontraflow je včasih dober, ne? Ampak na začetku, da poveva, Yoko Ono ste 5-članska zasedba, povej še kaj več o drugih članih. Smo, evo, poleg mene je v bendu še Blaž Horvat, ki je naš bobnar, mixman, z njim sva začela pisati to zgodbo lepo na terasi, pisala komade, se je odločila, da bo bend naredila. Pa so se nama pa pridružili še Marek Žakelj, pa Klemen Mlinar na kitari, pa Nejc Klun na basu. Dejal si, da sta nekako dva začela, nista glasbeno neizkušena, ne? Tudi kakšni drugi bendi so bili že pred tem v igri ali so še usporedno, recimo? Ja, mislim, so bili prej, zdaj se posvečamo bolj kot ne temu. Je pa to fino po moje zaradi tega, ker pač ti da kilometrina nek občutek, da veš, kaj delaš, se lahko nekako bolj sproščeno izražaš, tudi muzika, ki jo pišeš, se počasi z leti, se mi zdi, kristalizira. Dobro, po drugi strani pa nismo sploh toliko stari, da bi govorili zdaj že o nekih letih, a ne? No, ampak vendarle, ne, kot si dejal, lažje najdeš svoj glasbeni izraz, svoj zvok, svojo interpretacijo. In ob tem seveda, ko pošlješ potem komad tudi na radijske valove, se morda že tudi pri prvem poslušanju sliši, aha, ta bend pa lahko da ima potencial. Ne? To je neka razlika, ne? Z izkušnjami pride ta realna samozavest, ne samo tista zaigrana. Gotovo, pa jaz mislim, da realna samozavest ne pride toliko iz izkušenj, kot pride iz neke iskrenosti do samega sebe, pa iz zgodb, ki jih imaš zapovedati. Se mi zdi, da muzika, če je dobra, ima za sabo eno konkretno zgodbo, štorijo in pač realnost je taka, da je treba prvo iti in odživeti neki življenja, potem pa lahko ti o nečem dejansko govoriš. Res je, ne, včasih so rekli, kdo bo pa pred 40 knjigo napisal, kakšen priročnik morda že, ne, o samem smislu življenja, pa bolj težko. Ko si že dejal iskrenost, teksti so osebno izpovedni, ne, če bomo tako rekli, pri Yoko Ono. To si sam avtor ali je to sama zasedba vse skupaj? Ja, to tekste pišem jaz, pač ponavadi se to tako dogaja, da se zgodi nekaj v mojem življenju in se moram pač prek nečesa spucati. Nekateri ljudje odprejo pol zvečer dnevnik, pa spišejo vse na en list papirja. Jaz se pa sprehajam po ulici, pa si pojem v telefon razne melodije in tekste. In pol nekako je zanimivo pogledati za nazaj, pa videti, da vse ima za sabo svojo zgodbo in se spomniš na nek čist drugačen način življenja. Evo, glih zadnjič, ko smo delali Ne kliči, ki je zdaj komad, ki ga bomo tudi izdali v kratkem, naslednji teden, sem se prav zjokal ob poslušanju, ker sem se spomnil na točen moment, kje sem bil, kaj sem delal, kaj je zgodba za tem, in je ful je lepo to v bistvu. Tako katarzično. Tako naj bi bilo, ne? Glasbenik je vendarle tudi umetnik, ne? In umetnost bi naj reflektirala pač reči, ki jih zaznamo, vidimo, slišimo, občutimo in jih to, recimo, ne, pač pisatelj to napiše, vi to glasbeno izrazite, seveda tudi tekstovno. Zanimivo je, kot si prej dejal, da si poveš v telefon ali si kaj zapišeš, ne? Telefon je danes zmeraj zraven, ne? Včasih so glasbeniki, umetniki imeli pač tisto beležko, ne? Zdaj je pač ta digitalna reč, tako da izgovorov pravzaprav ni, je pa potrebno si vzeti čas. To je danes, se mi zdi največji izziv, si vzeti čas za neko ustvarjanje, ne? Ti se prepustiš toku ali rečeš, ne vem, ponavadi imam na dan potem tisto uro ali dve introspekcije, ko strnem, ne vem, občutke iz dneva. Ali pač pride, ko pride? Ne, niti ni tako. Jaz bi rekel, da pride, ko pride, pa ne bi niti rekel, da toliko dolgo traja. Se mi zdi, da prava vsebina, prava muzika pač lahko privre iz tebe zelo hitro. To so lahko pač minute in jaz vedno pravim, pač, ko me vprašajo, ne, pač, koliko časa rabiš, da napišeš komad, točno toliko časa, kot komad traja. Ker se sproti odrola v glavi kot en film in točno veš, kaj kam paše. Koliko je pa potem tistih katov, ne? Koliko se potem reče, ja, tu bomo še dodelali, ali dejansko greš, tako kot se dejal, bolj
o tem glavnem flowu, kot se začne, pa do konca in nič kaj dosti editiranja potem. Pa mi si v bistvu bolj rečemo, pač v momentih, kjer pride do teh katov, so to taki momenti, kjer se mogoče zdi, da ni ta občutek zajet. In pol se ustavimo in si povemo kako zgodbo, spijemo kako kavo, pivo, se pogovorimo o tem, pač o čem zares govori komad, pridemo nazaj v plac in ponavadi se stvari sestavljajo same od sebe. Tako res ni nekega drastičnega procesa. Ok, pol, ko greš pesem posnet, je absolutno neki dela na tem, pa pač poskušaš nek dober zvok, ki si ga imel v glavi dobiti, ampak na tisti točki to že vse pri tebi plava nekje v mislih. Moraš samo najti način, kako to sprojecirati v realnost. Ne? Da malce predahneva glasbeni izbor je izbor celega benda, tvoj izbor, kaj bomo danes poslušali med pogovorom? To je v bistvu izbor, ki sem ga sestavil jaz, ampak se mi zdi, da se bend tudi zelo močno poistoveti, ker imamo nek tak usklajen okus za glasbo, bolj, kad delamo skupaj, bolj je nekak sinhron. Je pa to neke vrste glasbena pot, ki je mene pripeljala, da danes delam to muziko s tem bendom. To so pač glasbeni vplivi, ki sem jih srkal čez leta v sebe in tudi nekako sem si to predstavljal, kot če bi lahko oziroma če bi mogel zbrati 5 komadov, ki jih vzamem sabo na nek samoten otok in nikoli več ne poslušam drugih, bi bil kar zadovoljen, če bi vzel teh 5. Dobro, Cocoon in Catfishi so recimo neka prva taka reč, tudi oni na sceni že kakšnih 15 let recimo, ne? Tak britanski indie rock, alter indie pop, kako bi jih kategoriziral recimo? Pa meni se zdi, da oni so najboljši izraz tega, kaj pomeni danes biti iskren v muziki. In so moj nekak prvi stik z nekim resnim alter rockom. In meni je pri njih všeč, da ne olepšujejo stvari, da povejo stvari točno take, kot so. In govorijo o tem, kar poznajo. In to poskušam tudi jaz, oziroma mi pač poskušamo to dati čez v naši muziki, da smo iskreni, da smo pristni in da povemo stvari točno take, kot so. Se mi zdi, da je danes v svetu veliko preveč nekega olepševanja pa ovinkarjanja in včasih je treba zadeve povedati naravnost. Res je, ne? Da te maske potem padejo in da se ta maškarada premakne malce naprej. Dobro, Cocoon za začetek, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Žan Koprivc Perriet. Tako je. Tako je z nami v studiu zasedba Yoko Ono. Slišali smo Lukaja Preceste, da je v smeri Maribora. Danes ste se peljali v smeri Maribora. Recimo en navdih ali naslov, ne, za kakšno pesem v smeri Maribora. Morda pa, ne? Glede na to, koliko smo zadnje čase povezani Štajersko, absolutno pride kakšen tak komad v prihodnosti. Kar nekaj vaših komadov zadnje čase, ker rolamo, ne? Nekako ste dobro zaštartali. Imate nek zalet, nalet in nekako gre. Ne? Tudi načrti v prihodnje so bolj navzgor kot pa naravno linijo. Ne? Absolutno. Mislim, mi radi igramo to muziko, ful smo veseli, da se vrti. Ravno kar smo napovedali koncert oziroma premiero prve plate v Kinu Šiška 24. maja. Tako da lepo vabimo vse, ki se boste takrat znašli v okolici, da pridete pogledat. Tudi sicer se pa obeta ogromno enih koncertov. Tudi danes bomo recimo nekaj novega ali pa rečemo prvič morda slišali v etru Radia SI. Ja, iskreno se ne spomnim set liste na pamet, jaz si jo vedno zapišem na en list papirja, en dan prej si jo dam pred mikrofon in pogledam, ampak komadi, ki jih bomo danes igrali, so na albumu, tako da se že pridno snemajo, zadnji popravki se dogajajo in se pripravlja absolutno v ozadju. Koliko članov Yoko Ono bi lahko rekel je bolj profesionalno glasbeno usmerjenih ali imate vsi kakšno drugo službo še in je glasba tisti izhod, tisti hobi recimo? Pa sej, če se prav spomnim, tudi ljudje, ki igrajo v nekih res popularnih bendih, recimo v Mi-2 imajo redne službe, tako da v Sloveniji ne vem, če lahko sploh rečeš, da nekdo, ki ima zraven službo, ni profesionalc. Pol so zares pač profesionalci samo tisti, ki so zaposleni v orkestrih, ampak vsi nekaj delamo, pač v življenju je treba preživeti,
fajn je delati, pol pa pač imamo muziko kot eno tako reč, ki nas dopolnjuje, a ne? Ampak to ne pomeni, da delamo amatersko. Jaz mislim, da kar veliko vlagamo v to in se mi zdi, da tudi na koncu koncev je vedno tako, da se pokaže tudi v hobijih, ki jih delaš, kakšen odnos imaš ti do stvari kot človek. Pač naš odnos je tak, da če nekaj delamo, hočemo res dobro to narediti in zato tako delamo. In koliko je potem vpliva zunanjih sodelavcev, kakšne postprodukcije, kakšnega producenta, kako? Kar se tiče muzike, sodelujemo z Dragom Popovičem, ki je v bistvu na nek način naš glasben foter. Torej pač karkoli naredimo, gre prvo do njega, on si to tudi posluša, da kakšen komentar glede tega, kako mu zveni in potem gre to nazaj k nam v iteracijo. Tako da vedno pač poskušamo tudi mi imeti prste vmes in pač popravljamo, dokler ne dosežemo neke točke, ki je vsem kul. Nam pa tudi pomaga, ne, pač tako, da masterizira vse komade, da nam napotke in tako dalje. Kar se tiče pa video ekipe, imamo pa tudi za sabo enega super snemalca in producenta Roka Mlinarja, ki pač poskrbi, da je vizualna podoba taka, kot mora biti. Tukaj je še ogromno enih njegovih sodelavcev, pol je tukaj naša fotografinja Tara, ki je skozi z nami. Zdaj po novem sta tukaj še Igor pa Arti, ki nekako skrbita za naša socialna omrežja. Tako da zadeve so res nekako zrastle v eno tako veliko familijo, ki je v resnici ful lepo videti, ker to na koncu vse izhaja iz tega momenta za mene, recimo, ko sva z Blažem sedela na terasi sama, pa gruntala, kdo bi igral kitaro, pa kdo bas. In zdaj smo že tle, ko se pogovarjamo, da imamo snemalca, pa Dragota zraven, pa social media manager, mislim, res je velika ekipa ratala po eni strani, pa vsi to delamo tako z veseljem in ker hočemo to delati. No in potem nimaš več izgovorov, da se nimaš časa usmerjati in posvečati glasbi, ne? Kot se dejal, je velik backup za druge reči, ki jih marsikdo počne tudi sam. Dejansko se lahko osredotočiš na muziko in potem gre, ne? Nekako. Glede na to, da so časi tistih klasičnih albumov minili, je potrebno biti konstante z nekimi singli, ne? Vsake par mesecev, tako da vedno nekje tli. Ne? Ja, velik izziv je to, se mi zdi, za vse, ki se ukvarjajo z glasbo, da je treba konstantno izdajati vsebine in res je, da naša ekipa nam ogromno pomaga. Se pa trudimo tudi mi vedno biti nekako upleteni v ta nek kreativen proces, ker nam je ful pomembno, da iskreno komuniciramo. Se pravi, nikoli ne bi želeli, da pridejo stvari do te točke, kjer nekdo drugi recimo za nas koncipira komad ali pa pač videospot. Vedno imamo neke prste vmes, je pa res, da izvedbeno, tehnično pa ekipa odnese ogromen in smo ful lahko veseli, da imamo to. In še vedno je dela več kot dovolj za vse. Ja, seveda, verjamem, ne? Ampak tudi sami nastopi so potem tisti čar, tisti žar, ne? Ja. Publika je seveda feedback, je najbolj iskrena, ne? Recimo, koliko se recimo ti pač si frontman, dejstvo pač je. Frontman mora nekako komunicirati ali pa biti most med publiko in bendom. Ne spaj to energijo, to popraševanje ali pa to hvalo prenesti na ostale člane benda. Kako ta vaša neverbalna komunikacija na odru recimo funkcionira? Mi se na odru dobro znajdemo med sabo, predvsem zaradi tega, ker smo prijatelji tudi v privat življenju. Za nas ni neke velike ločnice med muziko pa med našim privatnim življenjem. In tudi z našimi fani komuniciramo na točno tak način. Vedno se radi pogovarjamo z njimi, se ustavimo, ne samo jaz, tudi fantje, se poslikamo, pač rečemo kakšno o tem, o čem je muzika, kako oni to doživljajo. Glih zadnjič se mi je v Kamniku zgodilo, da sem se pogovarjal z eno punco, ki je rekla, da je šla pred kratkim čez neko težko obdobje v življenju, da je pomagal. In moram reči, da me je krtko pogrel pri srcu, zaradi tega, ker se mi zdi, da če je ona si lahko s to muziko pomagala iti čez nekaj, kar sem tudi jaz mogoče čutil na neki točki v življenju in sem si pomagal s točno to muziko, pol je neka resnica v tem. Da se ta indie rock recimo sodoben iz 2000-ih je veliko črpa tudi iz grunge v 90-ih, ki pa je bil zelo osebno izpovedna muzika in ravno takrat se je veliko ljudi našlo in še danes, ne, ko so starejši, ko imajo otroke ali pa nekateri že vnuke, se še zmeraj spomnijo te iskrene muzike, ne? In danes v vsem tem svetu poplav vseh informacij, ne? Kot si že sam izpostavil, je potem ta razlika, ki jo narediš, če si to, kar si. Ne?
Ja, zato vedno rečemo, ne, pač mi smo band, ki stoji z nogami ful trdno na tleh. Pač mi smo doma na asfaltu, tako je doma na asfaltu tudi rock'n'roll, tam se dogaja življenje, tam se pišejo te zgodbe in mi jih živimo, zato pa lahko muziko delamo. In tudi muzika je za nas in tudi zame osebno nek pokazatelj tega, a sem v svojem življenju na nekem pravem mestu, kjer sem iskren do sebe, kjer res živim tako, kot je prav, ne glede na to, ali je težko, ali laufajo zadeve v tistem trenutku, se to pač potlej pozna. In tudi zato sem vesel, da je muzika del nekako mojega življenja in ne bi mogel brez tega. In da lahko, ne, tudi za zaslugo nekaterim bandom, ki so, tak bom rekel, zadnjih 10 let slovensko glasbo spet postavili v spredje na radijske valove, hkrati tudi slovenskim jezikom, ne? Da imaš to priložnost, da si lahko v maternem jeziku glasbeno dejaven, ne? Pa vendarle gre naprej nekako. Velika razlika je med tem, ali ti pišeš in poješ v materinščini oziroma v tujem jeziku, zato ker točno veš, kdaj si iskren, pa kdaj nisi. Ti lahko neko reč probaš povedati v angleščini, ampak za moje pojme nikoli tega ne boš začutil v sebi na tak način, kot boš slovenščino. In zato je ta materinščina toliko pomembna in mislim, da se to pozna tudi pri ljudeh. Na koncu koncev še vedno slovenski izvajalci v Sloveniji razprodajajo koncerte veliko lažje kot tuji, kar je super, ne? Ker smo lahko ponosni na jezik in na kulturo, ki jo imamo in je res naša in je edinstvena in je prav, da delamo na tem. Ja, torej avtobus vozi po Sloveniji, tudi vi ste vstopili nanj in tako je prav, ne? Naslednja postaja je prav koncert na Radiu SI danes ob 10:15, več o tem bova rekla čez dobre pa ure, ko ponovno prideš po upevanju, po nastavljanju, po vsem skupaj. Zdaj bomo poslušali Hazarde, ne? Tale izhaja še iz tistih časov, ko je svet bil malce manj maskiran, recimo, ne? Za moje pojme najboljši slovenski band vseh časov. Hazardi so nekako utrli pot temu jeziku, utrli so nekako pot temu izrazu v slovenščini in se mi zdi, da teksti so zelo pomenljivi, ko jih poslušaš. Jaz sem ful fan tekstov v komadih. Razlog, zakaj sem ga pa dal gor, je pa zaradi tega, ker sem se, zdaj izdajamo Ne kliči, ne, v roku enega tedna in se prav spomnim, kako sem pisal Ne kliči ob tem, ko sem poslušal Hazarde in v drugi kitici komada je vers Vsak je sam, si pojem na glas, ko si te spet želim ob sebi, ne. In točno to se je dogajalo. Evo, hodil sem po enem drevoredu za Bežigradom, Hazarde sem imel na slušalkah, pa hodil sem jo spet imeti ob sebi. Dobro, bomo videli in slišali, kako se bo to rezultiralo tudi na main stageu. Hvala za enkrat, Žan, in se ponovno vidimo čez pa ure. Se slišimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Žan je s seboj pripeljal še Blaža, tako da lep pozdrav tudi tebi za začetek. Lep pozdrav. Palce imaš vedno zraven? Zdajle ne, ampak so že dol spodaj ready in so ogrete, vroče, tako da. Pogovarjali ste se, kdo bi igral kitaro, kdo bi igral bas, ne? Za bobnarja sta očitno vedela, ne? Pa videla sta, da boš ti pel, ko se je začelo, ne? Ja, mislim, mi dva se poznava že od malo prej, preden smo mi tole začeli. Tako da je bilo nekako intuitivno. Vsa prava muzika izhaja iz nekega prijateljstva, glede na to tudi, koliko se gara okrog benda, boljš, da si prijatelj, zaradi tega, ker si skoraj da poročen s temi ljudmi. Tako da sem si dobro zbral, moram reči. Upam, da ti tudi tako misliš. Kukar kdaj. Palice mu še nisi zabrisal, ne? V kako pomen preko... Ne, zaenkrat še ne. Zaenkrat še ne. Nastavili ste se že sta dejala, ne? To pomeni, da imate v zadnjem času več vaj, ker nekateri bendi rabijo morda malce več časa. Vi ste očitno toliko igrani, da veste, kakšen je tisti zvok, ki mora biti. Ja, mislim, da od začetka je bilo tako, da itak se malo tipaš, pa probaš začutiti kako, ampak mislim, da so kle tudi ostali fantje pač res toliko hudi muzičari, da res nismo rabili dolg časa, da smo v bistvu, da se je stvar poklapala, pa da smo v bistvu tudi mi najprej rataš kolega, ne. Pa da tudi pač, da tudi začutiš drugega kot muzičarja, ne. Se mi zdi, da tudi ima tukaj vsak svoj jezik, ki ga govori in tukaj, ko se je to poklapalo,
se je prav čutil nek moment, da je stvar drugače zadihala, da je drugače zadelala. No. Tako da tukaj moram reči, da tukaj tudi kapo dol vsem stalim fantom, no, da so to hudi, kakor so. V kakšni drugi glasbeni podstati bi vam lahko rekli, da ste kvintet, ne? Prav, da res v bistvu smo, ja. Kvintet smo, Ki ja. danes za vas igra kvintet Yoko Ono, recimo kakšen tak. Podalpski pobje. Recimo, ja. Ja. Ne, to bi bilo recimo tako, malce za začetek, za malce vzpodbude, no, da bi drugače začeli, kot sicer recimo začnete. Ne. Vse drugače imamo vse kapacitete, da bi bili proper Robert Krain kvintet. Jaz sem s harmoniko začel igrati muziko, tako da ne bi sploh, Blaž bi pel. Jaz bi sam terce. Ja. Lej, lahko. Potreboval bi še kakšno pevko zraven sebe, recimo, ne? Ker se bomo enkrat odločili, da hočemo živeti od glasbe, pol bomo Krain začeli delati. Kakšen spin-off, recimo, ja, za začetek. Načrti so, smeli je dejal tudi Žan, koncert prihaja, album se izdaja, ampak Tako v je. pozitivnem smislu se izdaja. Tako je. In tudi singli. Ja, v bistvu planiramo, se pravi, naslednji teden enega, v petek, načeloma, če bo vse po sreči. Tako. Zaenkrat vse tako kaže, da bo. Pol pa ja, album pa podpremo to s koncerti, najprej en malo večji v Kino Šiška, pol pa sledijo še par koncertov, trenutno zdajle imamo v aprilu 2, se pravi enega v Velenju in pa enega v Mariboru. Pol pa tudi čez poletje še sledijo, no. To pa kaj več, zdaj nimamo v glavi, Ja, seveda, ampak se vse bo zvedelo pač po socialnih omrežjih. No. No, prednost te naše velike, majhne države, ne, je, da lahko geografijo spoznaš, ko se z bendom premikaš po vseh teh krajih, kjer nastopaš. Vas je kdaj kakšen kraj presenetil, ko ste odšli tja na kak špil, ali kaj takega, pozitivno ali negativno? Drugač, Idrija je bila Ja. to za mene, definitivno. Ne? Veš, tak slovenski San Francisco, vse je tako v nekih hribih, prideš, sploh ti ni jasen, kako jim je uspel nek blok tam zgraditi. In pol ti še nisi prišel do prizorišča, ker prizorišče je pa na vrhu hriba, pa po eni makadamski cesti 150 metrov v gozd, oder direkt nad enim potokom, Blaž mal, da ni Skoraj v potok vrhu, padel, ja. tako da... Zraven je pa umobolanca, tako da je fajn. Ja, pa da jih še malce pohvalimo, tudi centri visoke tehnologije so, ne? Ja. Ja. Tako da zanimivo, no, kot ste dejala. Kaj pa sami špili, recimo dosedanje izkušnje, se vam je zgodilo kaj na špilu ali na poti do špila takega, da bi se človek zaglavil in rekel, tega pa nismo pričakovali, to pa je za vnukom povedati, recimo. Ja, ponavadi imamo bolj probleme s kakšnim avtom, kot pa kaj drugega, no, tako da bi rekel, da bi bilo specifično na kakšen prostor, niti ne, ampak je bila pa v bistvu, sem imel težavo, ja, da mi je šel po avtocesti avto sam 30 km/h in pač odstavni pas, vse šterpa, ko bom prišel. Tako da ja, Pa mahali so tisalo. ti vsi, pa ti spraševali, kaj je najbrž šlo mimo. Tako ja, jaz pa pojma nimam, ker mi tudi nobena lučka ni pržgala, Ja, tako da ugibaj, kaj je. Veš, to je glasbenik, ne? Nekdo, ki vozi za 5 evrov opreme v avtu za 500 evrov. Ja, čeprav je to neko dodatno varovalo, da si morda manj sumljiv ali opazen za koga drugega, ki bi pomislil, da imaš opreme za 5000 evrov, recimo. Ja, to je pa res. V Ja. avtu za 500 evrov. Saj nimamo toliko, da ne bo kdo mislil. Ne, Vsi skupaj, najbrž vsi skupaj. Ne, nimam, ne. ne. Kdo Se to rekel? ne bomo slikali avta, ampak vendar le glede na to, da vas je 5, kakšen kombi najamete ponavadi ali kako? Ne, v bistvu je malo si kar porazdelimo. Jaz imam malo večji avto, v bistvu ta Soccer imam, kar imam eno prostorca, ki podrem zice in se da v bistvu cel band noter spraviti, še z vsemi mešalkami, kabli in tako naprej, še več, kot smo danes prinesli s sabo. Ampak ostalo pa v bistvu še en avto ekstra za potnike, pa smo. No. Pa se ne bi šlo, glede na to, kako smo razparcelirani po Sloveniji, a ne? Ker kitarista sta oba dva tehnično rečeno žirovca. Pol je basist sicer živi v Ljubljani, ampak je iz Postojne, tako da se tudi tam kdaj znajde. Jaz sem Ljubljančan, Blaž je iz Domžal, to je kar smiselno. Ne, tako, pa se lahko zgodi, recimo igramo koncert v Novem mestu, pa ima en 2 ure pa pol, drug ima eno, v Idriji je kdo skoraj že doma, Domžale isto, tako da ja,
je fajn. Je pa tudi za kakšen kombi bomo mogli pa še malo žgančkov pojesti, da si ga bomo tudi prislužili. No? Tako. Ampak dobro, ne saj je pa svojstvena izkušnja vendarle, ne, da imate Definitivno. neke sorte team building, vedno, ko se dobite skupaj. Ne. Ja, ziher. Fiksen plac imate zdaj za vaje? Ali... Ja, v bistvu jaz sem si doma zgradil studio, imam v kletnih prostorih kar fajn popedenane prostore in za snemati, ker tudi vse posnamemo, pa jaz zmiksam. Noter imamo pa pol tudi pač soba, ki imamo lahko tudi za vaje in jo v bistvu redno uporabljamo za mrske, no. Sam ni veliko opreme tam, da kdo Ne. Kakšnih koordinat torej ne bomo dajali. The Strokesi so naslednji izbor, seveda band, ki je vplival na marsikoga, so že dolgo na sceni, še zmeraj vztrajajo, kot smo videli. Zakaj ravno tako mat, recimo? Kjer komad smo že dali? You only live once. You only live once, ja. Pa ja, meni je to komad, ki v bistvu pač cela diskografija oziroma muzika od Strokesov, specifično pa ta komad še toliko bolj, je neko sproščeno in naivno življenje, ki ga lahko živiš. Ohranjajo tisto iskrenost, ki jo definitivno premorejo tudi Catfishi, ki smo jih poslušali prej, pa Hazardi, ampak to počnejo na nek mal drugačen, igriv način. Pa všeč mi je, ker so klapa, ker v bistvu smo tudi mi na tak način narejeni, pač nismo nikoli o tem, kje je drama in pač, da bi se na tak način izpostavljali, ampak pač delamo muziko zaradi tega, ker nam je dober. Mislim, da so oni čist taki, pa pač super muzika je, kaj čmo. Da je še nekaj rock'n'rolla v same muzike. Ja, itak, da je rock'n'rolla. Dobro, The Strokes. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Žan in Blaž je zmeraj z nami, Joko Nono, pol ure še in bo šlo zares koncert v živo. Časovnica je nekako pol ure, čeprav ne bomo gledali točno na minuto, tudi če gre kaj čez. Sam izbor komadov je bil zahteven zaradi minutaže ali niti ne? Ma v bistvu se mi zdi, da se nam je kar takoj poklopil. No. Tudi nismo neki preveč razmišljali. Itak pač bojo več ali manj komadi, v bistvu bojo vsi komadi na albumu. Zdaj pač zbrali smo si ta ljubše iz albuma, valjda, ne? Ampak kar nič ne pomeni, da so ostali kaj slabši, ampak smo rekli, da te bojo, ki so malo bolj udarni. Neki mora še ostati za presenečenje. Neko presenečenje, res je. Tako, ja. Sam koncert, videokoncert, nekako ostanek iz korone, ne, ki je nekako se 5 let nazaj začela, to je seveda drugačen, ne, podobno, kot da bi nekaj snemal v studiu, ampak se hkrati snemaš, po drugi strani pa te po radiju posluša več tisoč ljudi, ne? Pred več tisoč ljudmi pa še verjetno niste igrali, ne? Tako da je tudi verjetno nek catch. Smo drugač. Ene parkrat smo imeli priložnost, da smo igrali take velike koncerte, kjer je bilo, ne vem, 4-5 tisoč ljudi. Recimo smo odpirali za Siddharto ali pa za Nino Pušlar, pa za Njete, pa tako. No, zdaj pa dodaj še 10. Ampak je pa to neprimerno več, ne? Pač toliko ljudi, ne vem, če bi na kakšen stadion stlačil, kot to poslušajo. Definitivno mislim, je princip čist istine. Mi se vsakega tudi koncerta se lotimo čisto enako, ali je to 200 ljudi, ali je 50 ljudi, ali je pa 4000 ljudi. Muzika pač govori zase, muzika je odnos med pač nami in med poslušalci. Je pa mogoče malo drugačna okoliščina to, da nobenega zares ne vidiš, ne? Ker tam ti je jasno, a je ljudem všeč ali ni, tako da ne vem, mogoče naslednjič kakšen, veš, projekcijsko platno, tako kot so jih med COVID-om imeli, pa da jih mi gledamo na drugi strani. Je kakšnega paradižnika, najbrž danes sploh več ljudi niti na oder ne vržejo, ne, tudi na koncertih. Se še kaj dogaja? Je, ne. Ali pa ne prideš skozi security, ne, verjetno, ne. Čeprav se mi zdi, da se kar da marsikaj prešvercati v koncertna prizorišča, ampak ja, se mi zdi, da tudi ljudje so s časom korone začeli veliko bolj spoštovati glasbenike, kot so jih pa včasih, ker so je videli v bistvu zares, koliko ljudje pogrešajo živo glasbo in upam, da bo tako tudi ostalo, no? Ker je tudi pri organizatorjih se vidi neko spoštovanje in tudi pri ljudeh pač veliko bolj cenijo to, kar pač mi delamo, da ni to pač, ja, vsak lahko to dela, ne? Mislim, saj lahko, ampak da ceni nekdo pač tvojo glasbo, no, to veliko pomeni.
No, ampak recimo, ne, vstopnice v Sloveniji so še zmeraj normalne, glede na BDP, če temu rečemo. Ne. Ja. Ampak po koroni, ko si ravno omenil, ko so pa veliki bendi prišli nazaj na odre, so pa cene v tujini eksplodirale. Včasih si za 70 evrov recimo dobil v redu sedež ali pa kakšen parter, danes od 150 do ne vem, 250, 300 ali pa še več, ampak dobro, tisto so že razne lože. No. Mislim, zdaj ne vem, je to zaradi inflacije ali kje se, jaz se spomnim še, spomnim se, ker sem gledal posnetek, kako je Kurt Cobain reagiral na že takrat, v tistih časih, mislim, da na karto, ki jo je imela Madonna, ki je bila, mislim, da takrat $40 ali nekaj tasga, je bil čist zgrožen, kako je lahko to drago, ne. Pa se mi zdi, da se pač zdaj odvisno je malo od produkcije, ampak očitno, dokler bojo ljudje plačevali, Koncerti so polni, res je, in se razprodajo. bojo cene dvigovale, ne, in je pa res, da je pač to ratu nek luksus, ne. Mislim, recimo, da če bi mi prišli do tja, da bi lahko dvigovali cene, da jih ne bi, a ne? Zaradi tega, ker je pač point muzike, da je dostopna za čim več ljudi, ne? Mogoče je ravno v tem čara, ne, slovenske muzike, pa tega, da pač poslušaš tudi kakšnega izvajalca, ki ni zdaj glih svetovna zvezda, ki da ceno karte 150 evrov, ampak pač greš v Kino Šiška, greš na kakšen lokalen koncert, ne vem, v pekarno, kaj takega, ne? In slišaš nekaj, kar je po moje tudi lahko ful dobro in ful pristno. Ne, ne pomeni zdaj, da je če pa nekdo razproda stadion, da je pa zdaj on res najboljši. Ne. Ja, seveda, ker ti v ozadju je lahko cel velik krog, ki to skupaj zavrti. Da mi krog zavrtimo hkrati na začetek in hkrati v prihodnost, po današnjem koncertu se boste usmerili še na druge in seveda na sam promocijski koncert za album, ki bo v Kinu Šiška. Tako, 24. maja. Ja, koncert bo hud. Mislim, mi pripravljamo še ogromen enih presenečenj in cukrčkov, ampak namenoma ne bomo vsega povedali. Bom pa povedal, da smo se lotili cele zasnove koncerta na res en način, kjer pride v ospredje zgodba in kjer je muzika predstavljena in doživeta tudi malo kot teater, ker se mi zdi, da pač to je razlog, zakaj bi nekdo prišel na koncert. Tudi za to muziko je ogromen enih zgodb in je prav, da to zaživi res v polnem obsegu. Tako da mi se neverjetno veselimo tega koncerta, veselimo se tudi koncertov, ki pač se dogajajo v sklopu te, če tako rečemo, turneje, kjer gremo spat doma. Tako glede na to, da smo zdaj v Mariboru, tudi Mariborčani, poglejte si, pač kdaj smo pri vas, zelo kmalu že v bistvu. In mi se veselimo tega, da ljudi, naše poslušalce, ki ste zdaj na drugi strani, pa vas ne vidimo, spoznamo, da kakšno rečemo, da odpojemo in se zderemo kakšen refren skupaj, to je pa to. Ja, in da bo danes seveda tudi sam koncert uspešen in slišen in da ga boste podelili potem seveda tudi post-festom. Hvala lepa, Žan in Blaž, za obisk, dober špil želim in seveda uspešno pot naprej. Hvala za vabilo. Hvala. Radio SI Main Stage.